Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o virusu sodobnega časa, o strahu. Glejte, iz knjige Ko ima življenje žur, Rumi je napisal: Naj ti povem, kako je človek nastal iz gline, tako, da je Bog glini vdahnil duha ljubezni. Naj ti povem, zakaj nebesa večno krožijo, ker jih Božji prestol napolnjuje svetlobo ljubezni. Naj ti povem, zakaj se noč s kopreno zakriva. Zato, da bi svet zapeljala v vernikov šotor ljubezni. Lahko razkrijem ti vse skrivnosti stvarnosti, ker razkritje vsake zagonetke je samo ljubezen. No in zdaj, če pogledamo prav to. Naj ti povem, zakaj se noč s kopreno pokriva. Zato, da bi svet zapeljala v vernikov šotor ljubezni. A ste mogoče gledali risanko Pošasti iz omare? Pošasti iz omare v glavnem skočijo po noči ven in začnejo strašiti to mečkano punčko. In v glavnem tista pošast, ki bolj prestraši tega otroka, več dobi nekih točk in hitreje napreduje in tako naprej. V glavnem, super risanka, ampak dejstvo je, da mi po večini živimo v tej risanki. Veste, pošasti iz omare. In bi se borili proti temi, namesto da bi jo sprejeli. Ker dejstvo je, da tema obstaja, tako kot dan obstaja. In smatramo, da dan, svetloba, ljubezen je dobra zadeva, medtem ko na drugi strani vse, kar je tema, je pač nekaj slabega. Ampak dejstvo je, da prav ta temni del, ki ga vsi nosimo v sebi, nam pomaga, da zrastemo, da naredimo korak, da nas svet zapelje v vernikov šotor ljubezni. Se pravi, da se vrnemo nazaj v šotor ljubezni in da enostavno sprejmemo, da je tudi ta del potreben za nas, za naš napredek. No, zdaj pa, če gledamo naše telo, naše telo je tako popoln zemljevid našega stanja in dejstvo je, da zdaj vemo, da po noči potekajo določeni procesi obnove in da noč sama po sebi ni brezvezna, niti spanec. Zdaj vemo, da dejansko je spanec nujno potreben za to, da se tvorijo hormoni obnove in te hormoni obnove vplivajo na to, na našo regeneracijo, vplivajo na dolžino telomerov, to so v bistvu elastike, s katerimi je DNK vpet na vijačnico. Dejansko po noči potekajo procesi, ki so nujno potrebni za naše dobro počutje. Se pravi, zdaj pa mi pa mislimo, noč je slaba. Jaz večkrat rečem, kdo se je spomnil to noč, ker mi zmanjkuje časa, ker če ne bi bilo treba spati, to pomeni, da koliko bi več človek lahko ustvaril. Ampak zdaj, mislim, pa ne tako materialno ustvaril, ampak veste, jaz sem toliko teh projektov, pa zapisati, pa toliko želja na konec koncev, pa bi rada šla tja, pa tja, in na konec koncev dan ima samo 24 ur. In dejstvo je, da od tega moje telo potrebuje 7-8 ur dejansko, da pride, da se spočije. No, zdaj pa ena stvar. Če se vam dogaja zadnje čase, da vedno več potrebujete spanja, to pomeni, da v bistvu ste res v nekem procesu nadgradnje vašega sistema, ker to pomeni, da vaše telo potrebuje več časa, da se regenerira. Se pravi, kot bi bilo neko, veste, tako kot računalnik, posodabljam, pa kar nekaj melje tam od zadaj in prav noč, spanje ima to moč, da se tam zadaj tisti programi, ki delujejo, prečiščujejo preko sanj. In če se zjutraj zbudite, da zavestno zaprosite zvečer za sanje in da zjutraj, ko se prebujate, greste pogledat svoje sanje. Jaz vem, kaj se mi danes po noč razodel. Zanimivo, bila sem moški. In bila sem tako, mišje lase sem imela daljše, kot en Indijanec, ampak mogoče nisem bila Indijanec. In po nekem gozdu smo se borili z nečim.
In možno, da sem predelovala enega od še svojih življenj, ki Bog si ga vidi še nekaj za predelati. Ker dejstvo je, da noč nam pomaga pri tem, da predelamo. No, zdaj pa poglejmo naprej. Noč je zato, da se popotnik ustavi in da se napolni, ali pa tema, ali pa te temne zadeve, ali pa najbolj težki trenutki v našem življenju, so darilo naše duše pri tem, da se ustavimo in da se resetiramo, da se spomnimo, kaj imamo mi sploh za narediti v svojem življenju. Tako da zdaj pa pojdimo na te pošasti iz omare. Kot otroci, mnogi so se bali teme. In lahko zdaj le sami preverite s svojim mišičnim testom, bojim se teme. Ali pa bojim se temnih sil, bojim se hudiča. Na koncu koncev, a veste, od kdaj je hudič? To sem zdaj, včeraj sem poslušala to. Hudič je v bistvu nastal šele v srednjem veku, tak, z rogovi, takega, kot mi poznamo. Veste, da ima v bistvu tudi parklje, če pogledate, imajo neko živalsko podobo. In odkje ta podoba tega hudiča, temnih sil z rogovi pa kravjo ali pa, ne vem, podobo neke živali, ki ima rogi. Tudi kurenti, ne nazadnje, kako izgledajo. V glavnem, v srednjem veku, ko se je cerkev spravila na preganjanje čarovnic. Dejstvo je, da ženske skupnosti so vodile svet. Skupnost žensk, ki je zdravila, so bile močne skupnosti. In tudi imena v Sloveniji pričajo, da baba, ta stara baba, ki je danes slabšalno ime, ampak v bistvu kot ruska babuška, neka ženska, ki je modra ženska, in ta baba, babi zob, babno polje, potem divje babe, recimo. Vse to, v Sloveniji imamo kup teh imen, ki pričajo, da so bila nekoč tam neka zbirališča močnih žensk. No in potem te močne ženske so vedno imele kozo zraven, ki je predstavljala pač v stari, zdaj lahko rečemo mitologiji slovenski, simbol plodnosti. In v bistvu te babe so z molitvijo, s plesom pomagale ženskam pri plodnosti. Ja, verjetno se je tudi kakšna najdla taka ta modra ženska, ki pomagala z nekimi uroki, pri tem, da je koga preklicala k določeni osebi in tako naprej. Ampak dejstvo je, da v srednjem veku, ko je bilo načrtno uničenje ženske moči, je dejansko šlo točno na to, da se je prikazalo žensko kot nekaj slabšega, slabše bitje. Ta žleht ženska, ki ima dolg jezik, ki žleht. In te podobe so se nenazadnje ohranile tudi na teh panjskih končnicah, kjer je v bistvu ženska upodobljena tista z dolgim jezikom, kjer ji hudič brusi jezik. Se pravi, ženska je vir prepira. Zdaj pa po drugi strani me modre ženske. Se pa zdaj učimo tega, kar nas dejansko niso mogle naše prednice naučiti, te ženske miline, mehkobe, zato ker prav naša moč je v ženski milini in mehkobi. Pa danes zjutraj zdaj iščem pri meni tole knjigico Prehod v novo dobo, zato ker prav danes zjutraj sem potegnila karto Prehod v novo dobo 78 in karta je milina. No, očitno je šla po svoje. Knjigica in sicer tole sporočilo 78. Milina je stanje duha. Milina je blagost do sebe in do sveta. To je ženska moč, ki ni v agresiji, pač pa v ljubezni. Moč, ki se ji nič ne more upreti. Milina je srčna nežnost in sprejemanje. To je angelska energija, ki se na zemljo steka preko žensk in otrok. Jaz sem milina. No in zdaj, če mi pogledamo, v bistvu tega se učimo, tudi moški. Tudi moški, tisti, ki želi pozdraviti svoje bitje, naj uravnovesi svojo moško in žensko plat.
In zdaj moški ste preveč v moški plati ali pa ste čist v ženski, pa mnogi so izgubili to moško plat in jih samo še vse skupaj jezi. Ravno tako pa ženske, a ne. Ženske vse skupaj jezi in so spet v moški energiji. Biti pa uravnotežen, tako kot yin yang, pomeni uravnotežen imeti temni del sebe in svetli del sebe. In to pomeni, da tudi sprejmem temno plat sebe. Se pravi, temna plat mene, mogoče tudi kakšno stvar, ki sem jo izrekla, ki sem jo naredila, ki jo bi danes naredila drugače, kot sem jo takrat. Se pravi, odpuščanje sebi. Naslednja stvar, sprejeti svoje prednike, taki kot so, nosijo darilo za mene. In zadnjič, ko sem delala to meditacijo, čiščenje družinskih korenin, sem dobila 2 krasni darili, in sicer eno darilo sem dobila po očetovi strani, in sicer je bilo tako kot biser, kot dragulj, kot se pravi ta dragulj, ki ga je samo treba zloščiti, se pravi, da se začnem zavedati svoje moči. Po drugi strani pa darilo, ki sem ga dobila po mamini strani, je pa pustolovski duh, da si upam. Da ne glede na to, kaj se zgodi, da si upam. In to sta 2 darili, ki mi jih dajejo moji predniki. Glejte, jaz sem zmontirala nekaj, bom objavila ta posnetek te meditacije in si potem na koncu zapišite, kakšno darilo vam nosijo vaši predniki. In sprejmite to zaradi tega, ker ta duhovni svet sploh ni tako daleč stran od nas. Ta duhovni svet je dejansko tukaj. Naši bližnji nas lahko čutijo, zaznavajo. Verjemite, zaznavajo in niso toliko daleč. Zato, ker tukaj je ena taka velika juha vsega, samo dejstvo je, da mi smo pač tukaj na zemlji gosti in prav ta gostost, mi gledamo ta duhovni svet kot so neke, ne vem, entitete, hudiči, pa Bog vsega vedi, kaj so nam še nametali noter v glavo in se zdaj proti temu borimo. Ampak dejstvo je, da se ni treba boriti, ampak je dovolj, da sprejmemo. Sprejmemo ta del duhovnega sveta in dejstvo je, da ta del duhovnega sveta nam dejansko lahko pomaga. Tako da v glavnem, ne se bati temnih energij, ne se bati teme in tisti, ki se bojite še vedno temnih energij, vzemite zdravilno molitev dekodiranja, počistite strah pred temo, strah pred energijami, strah pred meditacijo, ne nazadnje, zato ker jaz gledam tudi po svoji strani. Veste, jaz sem vzgajala v krščanskem okolju in je bilo rečeno, da vse, kar je joga, je slabo, meditacija je slabo, tibetanske vaje je slabo, vse, kar prihaja od drugih ver, je slabo. Naše je edino ta pravo in vse ostalo je slabo. Ampak zdaj, ko spoznavam z leti, pa vidim, da je v bistvu vse prav. Vse je prav. Naša vera je ta prava, vsaka je ta prava. Na koncu koncev, dejstvo je, da ta vir, ki ga imenujemo lahko Bog, lahko je kreator, stvarnik, veliki duh, ni pomembno, kako ga imenujemo, dejstvo je, da obstaja neka energija, ki, zdaj pa tako, tisto, kar mi smo Božji otroci in nas ta velika, ta dobra energija vabi, da prižgemo lučko vsem, da zloščimo ta notranji diamant in da zasijemo vsej svoji božanski lepoti. No, da vidimo, prehod v novo dobo. Jaz sem sonce, ki sveti ljudem, jaz sem žarek sprememb. Vsak izmed nas je žarek sprememb v svojem okolju, čisto vsak, in na nekoga sigurno vplivate s tem, ko delate korake za sebe. Na zemljo sem poslana, da ljudem svetim. Stvarstvo me potrebuje prav ta trenutek. Povezujem se z izvorom svetlobe. Dovoljujem, da me vsako jutro napolni nova energija. Sončno energijo nosim v svojem srcu in žarim v ljubezni. In točno to delajte, žarite v ljubezni, ker ljubezen je tista sila, ki dejansko zdravi vse. Čisto vse. In ko pozdravimo temne dele, vidike sebe, takrat čez tisto, ta obliž ljubezni, enostavno zasije vsej svoji lepoti. Tako da delajte korake za sebe in preverite,
če imate strah pred temo, je čas, da to počistite. Tudi mogoče strah pred črno magijo ali pa mogoče vse te zadeve, kar imamo nekje v podzavesti, pa se potem skrivamo, da me ne bi nekdo ranil. Ampak dejstvo je, da nas ne more nihče raniti, ker smo večni in veličastni. Tako da uživajte in naj vas pri vsem, kar delate, spremlja Božji blagoslov.